začetku 80-ih let smo v ginekologiji uporabljali diagnozo primipara ali primigravida vetusta, stara prvorodka za ženske, ki so bile starejše od 35 let. Praviloma so takrat rojevale starejše ženske v nenačrtovanih nosečnostih, praviloma je bila to njihova zadnja nosečnost. Vendar, če pogledamo statistiko slovenskega registra porodov, vidimo, da se je situacija spremenila in da se v bistvu relativno hitro spremenja. V prvem desetletju tega stoletja je kar 1/4 žensk, ki so rodile, bile starih 34 do 39 let. V drugem desetletju, tem prejšnjem, do 2022, je bilo 30% žensk, ki so rodile stare od 34 do 39 let in kar 6% starejše od 40 let. Ali zdaj rojevanje v poznem reproduktivnem obdobju predstavlja težavo? Podatki iz svetovne literature in tudi naši podatki kažejo, da razlike so in da te razlike so pomembne. Najpogostejši zaplet nosečnosti v poznem reproduktivnem obdobju je že omenil profesor Ilič. To je spontani splav, ki je posledica naključno nastale kromosomske nepravilnosti. In pri starosti 40 let je verjetno, da spontani splav že 40%, pri starosti nad 45 let se giblje po podatkih okrog 75% in potem eksponentno raste. Včasih pa nosečnost kljub temu, da gre za kromosomsko nepravilnost, napreduje in če je napredovala do 12. tedna in je ženska stara 20 let, je verjetnost, da ima otroka z Downovim sindromom kot najpogostejšo kromosomsko nepravilnost, ki se razvija približno 1/1000. Če je stara 40 let, pa je ta verjetnost 1/67. Se pravi, da smo dolžni nosečnicam v poznem reproduktivnem obdobju zagotoviti učinkovito in varno diagnostiko za ugotavljanje, ali imajo kromosomsko zdravega otroka. Drugo vprašanje se postavlja, ali so pri ženskah v poznem reproduktivnem obdobju v njihovih nosečnostih pogostejše strukturne nepravilnosti pri plodih. Podatki niso tako zanesljivi, kažejo, da so pogostejše, vendar so najverjetneje povezane z kromosomskimi sindromi oziroma s kromosomskimi nepravilnostmi, niso izolirane. Ko starejša ženska zanosi, v bistvu v zanositvi starejše ženske je večja verjetnost, da ima že spremljajoče bolezni, kot je recimo arterijska hipertenzija, diabetes tipa 1, 2, debelost, kronične ledvične bolezni in nosečnost lahko poslabša njeno zdravstveno stanje. Po drugi strani pa se ve, da so pri starejših ženskah v nosečnosti pogostejši gestacijski diabetes, preeklampsija, pogostejši so prezgodnji porodi. Prezgodnji porodi so lahko tudi iatrogeni. To pomeni, da ga izzovemo zdravniki zato, ker rešujemo akutni zaplet, akutno ogroženost ploda ali matere. Povezani so s posledično večjo obolevnostjo otrok in pogostejšo hospitalizacijo na oddelkih za intenzivno nego. Pri nosečnicah v poznem reproduktivnem obdobju je pogostejši zastoj v rasti, verjetno zaradi disfunkcije posteljice. Pogostejša pa je tudi mrtvorojenost. Vzroki za mrtvorojenost niso še natančno raziskani. Pripisujejo jih živim spremembam, ki so povezane s starostjo. Zato velja na splošno priporočilo, da se nosečnost v poznem reproduktivnem obdobju aktivno končuje prej pri starejših ženskah, kot sicer pri mlajših ženskah. Kar zadeva sam porod, podatki kažejo, da pri starejših nosečnicah porod traja dalj časa, da so potrebne višje doze oksitocina, kar pripisujejo staranju miometrija oziroma slabši kontraktilnosti. Ni pa dokazano, da bi carski rez sam po sebi pomenil bistveno prednost, čeprav zopet podatki kažejo, da je pri starejših ženskah carskih rezov več. Podatki in vzroki za to so različni. Na eni strani je lahko odnos porodničega samega do starejše ženske in do njenih strahov. Nedvomno pa ima veliko vlogo tudi podatek, ki ga še nisem omenila, namreč, da se v starostnih skupinah
višjih starostnih skupinah veča delež zanositev, ki so nastali po postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, povezane z vsem strahom in skrbjo za te težko nastale otroke, zato se pogosteje odločajo za carski rez. Torej, pri starejših porodnicah se porodničarji pogosteje in hitreje odločajo za carski rez ali za kako drugo izhodno operacijo. Neonatalna obolevnost je pri otrocih mater v poznem reproduktivnem obdobju nekoliko večja, vendar so te številke na splošno rečeno manjše. Zdaj, v bistvu katerikoli podatek, ki sem ga povedala, kaže na to, da so izidi, da je nosečnost bolj zapletena in da so izidi slabši, ko gre za žensko, ki zanosi in rodi v poznem reproduktivnem obdobju. Ob tem je pa treba vedeti, da so vsi ti zapleti razmeroma redki in da zato individualno tveganje vsake posamezne nosečnice ni tako zelo veliko. In zato ne bi bilo prav, če bi ženske strašili zaradi nosečnosti v poznem reproduktivnem obdobju. Moramo poznati njihovo ogroženost, imamo možnosti in moramo znati delovati na te dejavnike, zato da zmanjšamo pogostnost zapletov.